Tako da jaz to vsekakor bi najprej to položila ljudem na srce, da pač ne zamenjujejo marketinga z lepimi oglasi. Zdajle, če tale oglas ne bo uspešen, bomo naredili 5 drugih, eden od teh bo ziher deloval. Ampak s tem pridejo potem tudi lepše plati in to je tista, ko daš review v tisk in vidiš, da se je celotni tele koščki sestavljen, ki so se res zelo lepo zložili v eno enotno sliko. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Metro Minutk. Danes je z nami Simona Kruhar-Gabršček, glavna urednica Marketing magazina. Za začetek bi te kar vprašala, kaj je poslanstvo Marketing magazina, mogoče za tiste, ki niso toliko seznanjeni z znamko in vsebino. Se pravi, naše poslanstvo je dejansko biti zanesljiv, verodostojen in pa seveda strokoven vir informacij za vse, ki delujejo v svetu marketinga, oglaševanja, medijev in komuniciranja. V bistvu želimo ustvarjati nek prostor tudi za odprto razpravo o stanju v naši stroki, potem z primeri dobre prakse. Najde se seveda tudi kakšen primer malce slabše. Se pravi, želimo biti res najbolj koristen vir informacij oziroma medij za vse, ki pač delujejo v tem svetu in tako v bistvu počnemo že več kot 40 let. Govorimo o dolgoletni tradiciji Marketing magazina, pa tudi ti si kot novinarka in urednica prisotna že nekaj časa, kar pomeni, da imaš dolgoletni pregled nad marketinškim poljem, ampak vseeno je pa to malo drugače, malo bolj objektivno, kot če bi recimo delala znotraj neke agencije ali kaj podobnega. Tako da me zanima, kaj so po tvoje največji miti oziroma napačne predstave o marketinški panogi? Mene v bistvu še vedno preseneča po toliko letih in najprej študija marketinga na to dela na tem področju, da še vedno veliko ljudi misli, da je marketing zgolj oglaševanje. Se pravi, vidijo samo to lepo embalažo, a ne pa širše slike, ne. Zdaj, mi vsi, ki delujemo na tem področju, pač imamo trdno prepričanje, da je marketing zelo pomembna strateška poslovna funkcija v podjetju, ki pripomore k rasti podjetja, k razvoju izdelkov in seveda tudi njeni podobi podjetja v javnosti. Tako da jaz to vsekakor bi najprej to položila ljudem na srce, da pač ne zamenjujejo marketinga z lepimi oglasi. Drugo prepričanje, ki pa tudi še vedno velja, da je marketing metanje denarja stran. Se pravi, da gre res samo za strošek, da so marketinški oddelki v podjetjih tisti nebodiga treba, a ne? Ampak seveda prinašajo zelo konkretne rezultate, ki so tudi merljivi. Torej je na marketing treba resnično gledati kot na dolgoročno naložbo in ne zgolj pač neki kratkoročni poskusi. Ja, saj tudi to obstaja, ampak dejansko je pomen marketinga v podjetju res bistven. Zdaj pa me zanimajo še eni drugi miti, in sicer miti o uredniškem delu. Tudi o tem imajo ljudje pogosto napačne predstave. Jaz v bistvu še nisem naletela prav na takšen mit, ali se mogoče družim se pač z ljudmi, ki nekako poznajo, kakšno je delo urednika, ampak vseeno bi mogoče rekla, da pač uredniško delo ni samo štancanje člankov, če tako malo po domače povem. Dejansko gre za veliko strateškega razmisleka in potem seveda tudi taktičnega ravnanja od vsebinskih usmeritev. Jaz pač vsako mesec, naša revija je mesečnik in pač je treba postaviti neke vsebinske usmeritve, potem s tem seznaniti naše novinarje in predati naloge. Potem jaz imam veliko usklajevanja tudi z zunanjimi avtorji, to je za vsako številko najmanj 10 pač avtorjev, s katerimi se dogovarjam glede vsebin, glede na njihovo področje zanimanja, ker to so pač strokovnjaki, vsak na svojem področju. Potem sama tudi vodim druge projekte, ki jih ima naša zelo
lahko že rečem medijska hiša, ko smo se že tako razširili, od različnih konferenc, dogodkov, tudi tukaj pomagam. Dobro, zdaj to ne vem, če je zgolj uredniško delo, to že pol sega malce dlje. Ampak lahko bi rekla, ja, da zahteva veliko nekih tudi organizacijskih sposobnosti, da se vse to potem na koncu sestavi v neko celotno sliko in da konsistentno predstavljamo naš medij javnosti. Zdaj od vsega tega, kar si omenila, kaj je najlepše pri vlogi urednice medija o marketingu in po drugi strani, kaj je najtežje oziroma katere naloge bi z veseljem prepustila komu drugemu? Bom začela pač na tem drugem koncu, kaj je najtežje. V bistvu ni najtežje, ampak mi je res zanimivo, da se čisto vsak mesec soočam s tem in to je to lovljenje rokov. Ne glede na to, da se jaz vedno zastavim za cilj, da bomo 2 dni prej v tiskarni, nam to nikoli ne uspe. To res ne vem, ampak zdaj sem se že vsaj uračunam teh par dni več, tako da te roki so mi še vedno pa včasih je pač težko, veliko usklajevanja tudi sogovornike za intervjuje in potem pač nekdo odpove in kar naenkrat ti naslovnica pade v vodo. To se mi je sicer na srečo zgodilo, po moje samo 1-2krat, ampak to je dejansko tista res največja groza, kar se lahko zgodi. Ampak s tem pridejo potem tudi lepše plati in to je tista, ko daš revijo v tisk in vidiš, da se je celotni telekoščki sestavljanke so se res zelo lepo zložili v eno enotno sliko in potem pa seveda te povratne informacije naših bralcev. Sicer jih ne dobivamo tako veliko direktno v uredništvo, bolj potem slišamo recimo od sogovornikov, ko jih imamo v intervjujih, pa to pač pozornosti na njih, kar je tudi treba. No, tako da, ja, tiste pohvale so tiste, ki pobožajo potem uredniško srce. Se pa absolutno strinjam. Prej sva govorili o tem, da imaš kot urednica Marketing magazina malo več distance do oglaševalske panoge. Kaj pa recimo, če bi lahko delala znotraj panoge? Katero pozicijo bi si izbrala? Ja, zdaj, ko že toliko časa opazujem, tudi pospremljam delovanje oglaševalskih agencij, v bistvu se še vedno vidim bolj v nekem vsebinskem delu, ali tako strateško, da postavljamo neke strategije komunikacijskih kampanj, ali pa to, da bi bila še vedno urednica, ampak v teh oddelkih za vsebine, ki jih je tudi v agencijah čedalje več, ker so pač tudi agencije že pred leti prepoznale pač to neko prednost pripovedovanja zgodb, storytellinga in so potem same začele tudi postavljati take oddelke. In tudi jaz bi se v bistvu najbolj videla na tem presečišču nekako med blagovno znamko, ker pač v tem primeru delaš za blagovno znamko, zanjo ustvarjaš vsebine, ki jih potem približaš bralcem. Sej v bistvu bi bilo dosti podobno, sem pač, da bi moj naročnik blagovna znamka, ne pa Marketing magazin. Super. Zdaj pa mogoče malo izzivalno vprašanje, kateri je oglaševalski trend, ki se ti zdi precenjen? Ja, to so zame vse te instantne rešitve, ki jih ponuja oglaševanje. Zdaj, nočem delati krivice pač agencijam, ki se s tem ukvarjajo in so tudi v tem dobre, ampak recimo meni se zdi ta performance marketing oziroma učinkovitnosti marketing, kar res stavi samo na te zelo hitre prodajne rezultate, v bistvu instantne, takoj. Zdajle, če tale oglas ne bo uspešen, mi bomo naredili 5 drugih, eden od teh bo ziher deloval. V redu, razumem pač ta koncept, ampak to mora v vsakem primeru spremljati nek dolgoročen strateški razmislek. Tako, kot sem rekla, v bistvu so teli oglasi, s tem se ne gradi blagovne znamke. Blagovna znamka se gradi na dolgi rok. Seveda je odvisno tudi od ciljev, ki jih ima podjetje. Se ima lahko tudi kratkoročne cilje, ampak jaz imam rajši pri tržnem komuniciranju, če se osredotočimo samo v bistvu na ta ožji del, res ta kreativnost, kreativni del, kjer ljudje iz agencij res pokažejo neko ustvarjalnost in jo uporabijo v namen res doseganja nekih dolgoročnih rezultatov pri ljudeh. Mogoče kot spreminjanje percepcije, potem to, da je blagovna znamka res pozicionirana visoko v njihovih mislih. Taki pač dolgoročni cilji. Ne samo to, da te neki privabi k impulzivnemu nakupu takoj. Torej, te instantne rešitve, to je en tak
tista malo meni bolj neprijetna plat. Drugo je pa tudi to, zdaj v zadnjih 2 letih, odkar veliko govorimo o umetni inteligenci, ki je s chatom GPT postala mainstream, se mi zdi tudi, da je mogoče pogosto pripisujemo vsemogočnost. No? Ni vsemogočna. Mi smo jo tudi v uredništvu dosti sprobali v tem času. Ja, super pripomoček v vsakem primeru, ampak ne bo rešila nekih kreativnih izzivov. Jaz, če chatu rečem, da naredi mi kreativen oglas, in sploh v bistvu ima zelo lastno dojemanje, kaj je to kreativno, milo rečeno. Tako da samo da jo nehamo poveličevati, ampak jo dojemamo zato, kar dejansko je, se pravi naš pripomoček, ki nam lahko res bistveno prispeva k naši produktivnosti. Zdaj pa morda še nekaj za dušo, za zaključek. Vem, da si velika ljubiteljica knjig, v preteklosti je bila z njimi povezana tudi tvoja poklicna pot in Marketing magazin ima vsak mesec izpostavitev nekih izstopajočih knjižnih naslovov, tako da bi te vprašala, kaj boš nesla s sabo na dopust to poletje. Ja. Mogoče, če samo za začetek sam povem, zakaj knjižna rubrika v Marketing magazinu. Ja, jaz sem res oboževalka knjig, zelo velika. Tudi na srečo je bila tudi moja poklicna pot prepletena z njimi in potem sem enkrat dobila idejo, da bi imeli tudi to knjižno rubriko v Marketing magazinu in sem bila neizmerno vesela, ko mi je takratni odgovorni urednik Marjan Novak to odobril. Tako da sem se kar malo zagrebla, da imam tisto eno stran do 2 strani namenjene knjigam. Zdaj, to niso samo marketinške knjige, oziroma strokovne, usmerjene v to področje, kar je meni pomembno. Jaz predstavljam tudi leposlovje, ker mi je pomembno, da so tudi naši bralci seznanjeni tudi s trendi na tem področju. Ne nazadnje je lahko tudi nek avtor, mi je res zanimivo opazovati, kako poskrbi za publiciteto, kakšne marketinške prijeme so uporabili za predstavljanje njegove knjige. Tako da tudi z tega vidika. Tako da jaz vsak mesec se trudim, da preberem vsaj 5 knjig, sicer se mi zdi premalo, ampak točno teh 5 knjig potem tudi predstavim v MM-u. In če bi že zdajle navedem teh mojih, recimo 5 priporočil, to so te knjige, ki bojo zdajle predstavljene v novi številki. Tako da na prvem mestu bi jaz kar tvojo knjigo omenila, Miza za 4. Mogoče čisto po naključju bom povedala tako, kot sem jih začela brati. Tvoja je bila prva in moram reči, da ti moram samo čestitati. Res, kako dobro poznaš psihologijo ljudi. Tako da to sem prebrala na dušek, tudi sebe malce prepoznala v eni od junakinj, tako da to mi je potem vedno taka bonus pri vsakem romanu. Potem drugo, ki sem jo pa zdajle v bistvu končala, je pa ta novi roman od Michela Houellebecqa. Jaz sem njegova velika oboževalka in imamo res veliko srečo, da imamo vse njegove romane prevedene tudi v slovenščino. In ta zadnji Uničiti, ki je prav tako šel pri Cankarjevi založbi, to sem ga tudi prebrala na dušek, čeprav ima skoraj 500 strani, ampak res on ima pa res tudi dober uvid in tudi nastavlja res dobro ogledalo v francoski sodobni družbi. Tako da trenutno zdaj sem se pa po Houellebecqu zakopala pa ta roman Gringo Loco, ki je tudi bila zelo odmevna zgodba Simona Dome, ki je so ga ulovili pri tihotapljenju kokaina v Venezueli in potem je preživelo kar par let v tamkajšnjih zaporih in se nekako priboril nek svoj status. Mislim, meni je bilo to zdajle prebirati res znanstvena fantastika, da se je to nekemu Slovencu lahko vse zgodi. Hkrati mi je pa tudi zanimiv kot marketinški in tudi PR-ovski fenomen, ker je knjiga šla v samozaložbi in so jo menda prodali že več kot 7000 izvodov. Pa imam pa še v planu, imam še 2 knjigi. Prva je Prevlada, ki pa govori točno o tem, kar so se prej pogovarjali o umetni inteligenci. Izdala jo je založba Unko, ki je zame tudi pojem za izdajanje vrhunskih poljudno-znanstvenih knjig. Prevlada govori pa ravno o ChatGPT-ju pa o OpenAI-ju, kjer je to nastajalo in kako se je v bistvu vse to razvijalo, malo globlji uvid v to, tako da upam, da bom dobila tudi jaz kakšen nov pogled v to področje. Potem je pa še ena knjiga, ki pa še ni šla, točno oziroma jaz jo še nisem dobila v roki, je pa jutri uradna predstavitev.
Je pa našega avtorja, tukaj piše tudi za in to je Bojan Amon. On je tak zelo duhovit človek in osebno in tako po prispevkih in bo jutri založba Vida predstavlja njegovo drugi, ne vem, a je roman, v bistvu je roman, ki pa govori o naši ljubezni do psov, ker je tudi on, tako da me zanima, kako bo, obetam si, da bo zelo zabavno branje. Moram se ti zahvaliti, nisem še prej uspela, ampak mi je kar malo nerodno. Tako, za vse ostalo pa je treba preveriti, jih še nisem. Ja, slovenska knjižna produkcija je res ogromna in meni je grozno, ker tukaj pa imam FOMO, Tudi jaz mislim, da ima to vsak bralec. Da nimam dovolj časa, da bi lahko res vsem sledila.